V redu, zdaj se obračamo na Gazo. Dve zelo različni zgodbi, ki prihajata iz Gaze, kažeta na isto večje vprašanje. Kdo je v resnici na oblasti? No, IDF in izraelska obveščevalna služba Shin Bet pravita, da Hamas spreminja eno največjih bolnišnic v Gazi v center za zasliševanje, mučenje in zastraševanje, saj se teroristična skupina trudi ohraniti nadzor nad prebivalstvom. Izraelska obveščevalna služba pravi, da Hamas deluje znotraj bolnišnice Nasser v Khan Yunisu, domnevno zaslišujejo in izsiljujejo Palestince. Hkrati preiskava Associated Press ugotavlja, da tihotapske mreže v Gazo prinašajo vse, od cigaret in iPhonov do zdravil in goriva, pri čemer se nekateri izdelki prodajajo po večkrat višjih cenah od običajnih. Poročilo prav tako navaja, da palestinski uradniki, izraelski vojaki in posredniki pobirajo delež, medtem ko Hamas naj bi pobiral denar od tihotapljenega blaga. Kaj nam ti dogodki povedo o nadzoru Hamasa nad Gazo in o vse večjem pritisku na civiliste? No, da to razčlenimo, se nam v Kairu pridružuje gazanski mirovni aktivist Rami Aman. Rami, IDF in Shin Bet trdita, da Hamas uporablja bolnišnico Nasser kot center za zasliševanje in mučenje. Kakšen je vaš odziv na te obtožbe? In kako verodostojne se vam zdijo te trditve? Najlepša hvala. Moj odziv je, da tako Shin Bet kot Hamas uporabljata ljudi v Gazi kot del igre. Ljudje v Gazi. Shin Bet pravi, da je Gaza mesto za Hamas. Hamas pa verjame IDF-ju. Na koncu, po 3 letih, mislim, da je zelo jasno, da ljudje v Gazi ne morejo storiti ničesar. Samo mi govorimo o Hamasu. Hamas kot Hamas, nič se ne more spremeniti. In IDF je IDF. Veste, AP hkrati opisuje cvetoči črni trg, naraščajoče cene. Izrael pravi, da Hamas medtem stopnjuje zasliševanja in ustrahovanje, medtem ko se vse to dogaja. Med prebivalci Gaze, s katerimi govorite na terenu, kaj si želijo, da bi se zgodilo? Ali drži, da je manj podpore za Hamas kot kdajkoli prej? In mislite, da se Hamas tega zaveda? Hamas je izgubil podporo ljudi znotraj Gaze že pred leti. Po prvi vojni leta 2009, drugi vojni leta 2014 in nato v letih potem. Do leta 2023, en mesec pred 7. oktobrom, so 100.000 ljudi v Gazi pozivali Hamas naj zapusti Gazo. Zaradi tega je Hamas odšel na mejo. Ljudje v Gazi po Trumpovi izjavi smo čutili, da morda obstaja možnost, da bi odbor za Gazo oblikoval vlado v Gazi, ampak nič. Ljudje v Gazi čakajo na novo vlado. Za izraelsko vlado je kdorkoli v Gazi, vključno z menoj, vključno z mojo družino, vključno s tistimi, ki podpirajo mir z Izraelom, smo označeni kot Hamas. Netanjahu ne dovoli palestinski upravi. Netanjahu ne dovoli nikomur drugemu nadzora nad Gazo. Tako da mislim, da je to kot obnovljen Hamas. Zdaj, izraelski dron nad Gazo od leta 2007 vidijo vse znotraj Gaze, ne samo v bolnišnici Nasser. Torej, mislim, da je to samo igra in zdaj čakamo na izid volitev v Izraelu. In nič se ne bo spremenilo. Mislim, da bo vojna še vedno trajala. Hamas zelo dobro izkorišča vojno za uresničevanje svojega programa. Hamas, če bo ostal živ vsaj en Palestinec, boš Hamasa našel ne pred njim ali za njim, ampak ob njem. In Netanjahu ne bo. Prav, mislim, očitno je tukaj res takšno pomankanje upanja. Zdi se, da je to resničen občutek, veš, popolnega opustošenja med tistimi, ki so trenutno še vedno v Gazi. Mislim, seveda je vprašanje, zakaj ne vidimo večjega števila ljudi, ki bi se uprli Hamasu, če ljudje to res tako čutijo. Veš, očitno ob teh poročilih o zasliševanjih in nasilju, ki se uporablja proti civilistom, ali obstaja kakršenkoli način, da bi se prebivalstvo lahko uprlo temu? Ali pa verjameš, da brez alternative, ki bi jo podpirala Izrael, ni nobene poti naprej? Lahko ti razložim še nekaj drugega. V Gazi ali na palestinskih ozemljih nam manjka tretja stran, ki bi lahko pritiskala na Hamas in na Bumazena.
V izraelski skupnosti ne moreš najti tretje strani. Ne moreš najti ljudi, ki bi poskušali pritiskati na Netanjahu ali leve stranke, verske skupine, kogarkoli. Ampak na palestinskih ozemljih nimamo voditeljev. Za svet, za Netanjahuja, za mednarodno skupnost, zadovoljni so s Hamasom in Fatahom. Večina ljudi v Gazi lahko zapusti svojo državo, ampak problem je, da nimamo, da bi Hamas odstranili. Je bila kakšna možnost za vzpostavitev kakršnega koli gibanja v prejšnjih letih? Hamas želi vladati svetu. Če boste odstranili Hamas iz Gaze, boste našli Daesh, našli boste običajno tolpo. Kaj? Potrebujemo volitve, vendar ne volitev v takšnih okoliščinah. Potrebujemo dovolj časa, da lahko odstranimo Hamas, odstranimo kogarkoli. Ampak potrebujemo dovolj časa. Toda ljudje v Gazi nas ubijajo Izraelci in Hamas. Vsak dan Hamas aretira, napade ali odstrani nekoga. Nikogar ne briga. Prav. Mislim, veste, očitno zelo uničujoča situacija. Zelo težko je gledati slike, ki prihajajo iz Gaze v tem trenutku. In mislim, da, veste, zagotovo obstaja mednarodna želja, da bi tukaj izpeljali nekakšen načrt. Vendar je veliko vprašanj o tem, kakšen bo ta načrt in kako doseči, da se Hamas na koncu tudi razoroži. Veste, Rami, rada bi se vam še enkrat zahvalila, da ste se nam pridružili. Vedno je zanimivo slišati vaše mnenje o tem. In veste, mislim, da vsi upamo, da se bo nekoč našla neka rešitev. Obstaja upanje. Pogovarjam se z ljudmi, Izraelci in Palestinci, in prav zaradi tega še vedno verjamem v to. Politika je politika, ampak veste, ljudje vsak dan, mnogi Izraelci in Palestinci se pogovarjajo ali skupaj izvajajo zagovorniške kampanje. To je res. Nihče ne ve zanje znotraj Izraela, znotraj Gaze, ljudje se pogovarjajo med seboj, ampak ni voditeljev, nimamo voditeljev, izražajo svoje mnenje. Ljudje v Gazi se bojijo mirovnega dela, bojijo se pogajanj, ker je Hamas 19. uničil ugled mirovnega dela. Kot mirovno delo v Izraelu. Mir je vrednota. Spoštovanje je dobra stvar. Zato moramo ohraniti upanje v sebi in verjel sem v to. Hvala. Hvala, Rami.